Pozdravljeni v 13. epizodi Simple Life podcasta 22. junija 2020. Z vami sem Jure Peher in zdaj lepejmo čez računalniške bližnjice oziroma kako si pipkanje po telefonu poenostaviti, ker obstaja nepar bližnjic, ki so fenomenalne. Ok, začnimo z računalnikom in pred časom sem napisal en članek, pa bom kar v bistvu preletel tele bližnjice in se pravi, kjerih je 10 najbolj uporabnih. Meni najljubša, in ta je tudi na vrhu seznama, je Alt-Tab, s katero menjaš med okni tako instantno v bistvu in je najbolj uporabna, če me vprašaš. Se pravi Alt-Tab. Potem imaš Ctrl-A, zato da zbereš vse, Ctrl-S, da shraniš, Ctrl-X, da izrežeš, Ctrl-C, da kopiraš, Ctrl-V, da prilepiš, Ctrl-F, da odpreš iskalno vrstico in poiščeš en del besedila, ki ga hočeš najti, Ctrl-Z, zato da odnarediš neko spremembo, Ctrl-Y je, da ko si odnaredil neko spremembo, da jo ponoviš, in preslednica oziroma space, to je pa recimo na spletnih straneh, a veš, namesto da s temle srednjim koleščkom greš gor pa dol po spletni strani, lahko samo space klikneš in ti avtomatsko skoči eno stran nižji. Te recimo so na računalniku izredno uporabne, potem imamo pa na telefonu. Na telefonu sem jaz tudi malo časa rabil, da sem dojel ene dve, ki sta ful fajn, in to je space. Recimo, ko pišeš SMS in jaz se moram to prenavaditi, ker še vedno po ta starem načinu delam, ne vem, kako sem to lahko spregledal. Vedno napišem piko, naredim presledek, zberem veliko začetnico in potem začnem nov stavek. Bližnjica, ki obstaja, je, da klikneš dvakrat space, oziroma dvakrat preslednico. In kar se zgodi je, telefon ti avtomatsko napiše piko, naredi presledek in izbere veliko začetnico. Samo dvakrat space. In je to toliko pohitri pisanje SMS-a. Pa še zdaj se nisem čisto navadil. No, kar je pa še boljš, in nažalost je to samo na iPhonu, mislim, da Android še nima, je, če dolg časa držiš space. In kar se zgodi je, telefon ti da pol na voljo, da tole uno črtico, tam, ko pišeš, ne. No, uno črtico prestaviš kamorkoli, a veš, med črke v neko besedo, 3 vrstice višji, kamorkoli, samo space držiš dol in potem imaš na voljo prestavljati to preslednico, to črtico, kjer pač, ko klikneš eno črko, se tam izpiše črka, jo lahko prestaviš kamorkoli. In ko sem pa tisto ugotovil, to je bil pa tako mind blown, hudo, ta je res ena fajn zadeva, tako da sprobite, pač space drž in ja, deluje pa mislim, da samo na iPhonu. Android, ne vem, če ima že, bi bilo pa ful dober, ker je res zelo uporabno. To je v bistvu to, kar se osnov tiče. Sej, obstaja jih malo morje in je vedno fajn. V bistvu je tako, če delaš z računalnikom zelo velik, v bistvu opazuj, katere stvari ponavljaš. In če opaziš, da eno zadevo stalno ponavljaš in da uporabljaš en način, ki se ti zdi, za tole bi pa lahko ena bližnjica obstajala. Pač lahko bi bil nek hitrejši način, da bi jaz to zdajle naredil, da bi jaz to zdajle naredila. In ponovadi je.
Tako da, če opaziš, da nekaj ponavljaš, pejdi na Google, pa napiš to zadevo, ki jo počneš in najdi bližnjico za to. Ker ti izredno pohitri delo. Sploh pa, če ta način, ta pristop, kako bi rekel, usvojiš. Se pravi, da vsakič, ko nekaj ponavljaš in gre za to zelo veliko časa, začneš gledati, kako bi to hitrejš naredil, kako bi to hitrejš naredila. In veš, če začneš na svoj cel življenje tako gledati, ne? Veš, ko recimo vsak dan telovadimo, ali pa si želimo, ne? Vsak dan spimo, vsak dan jemo, vsak dan dihamo, vsak dan se pogovarjamo z ljudmi. Veš, če vsako od teh stvari, ki jih stalno počnemo, da začnemo iskati načine, kako to mehko boljš narediti, ali pa ne boljš, ampak v smislu, da lahko boljš narediš, ali bolj učinkovito, ali pa bolj tako, da ti je večji užitek to delati. Tako da lahko po teh dveh oseh izboljšuješ zadevo. To je tako najboljši način, kako si izboljšati life. Da pač najdeš stvari, ki jih ponavljaš in ta proces izboljšaš. Tako da če so vam taki predlogi všeč, se spodaj nanje lahko naročite, do naslednjič pa živite. Bye.